vaša vlada prestreljena s korupcijo. Če začnemo z svetovalcem za davčno politiko vaše vlade, gospodom Rokom Snežičem, ki ste ga pokadrovali kar na Dobu, ki je bil vaš sojetnik, obsojen zaradi davčnih utaj, državi dolguje več kot 1 milijon evrov davčnega dolga, zdaj v tej aferi okoli kadrovanja v GEN-I-ju pa se je izkazalo, da je očitno tudi še vedno glavni kadrovnik te vlade. To je človek, ki se vozi naokoli po Sloveniji z Maseratijem vrednim 100.000 evrov, uradno pa nima nič, niti bančnega računa. V vaših vrstah tolerirate ministre, ki govorijo o tem, kako bodo sodnikom trli jajca. Tudi na splošno ni nobenega ministra v tej vladi, ki ne bi imel na grbi kakšne afere ali pa vsaj kršil zakonov. Še vedno ne vemo, kje so se izgubili tovornjaki s Toninovimi maskami. Hitre teste še vedno kupujete pri kriptopiramidaših, ki so se proslavili v aferi vašega podmladka Snegec in tako naprej. Počivalškove golf respiratorje je pomagal dobavljati kar vaš brat. In ob vsem tem seveda si skušate na vsak način privatizirati javno zdravstvo, napadati javno šolstvo in planirate nove in nove davčna darila za tiste, ki imajo že tako največ. Zato me, gospod predsednik vlade, zanima samo ena stvar, zelo preprosta. Kako je možno, da prav vi, ki se postavljate in slikate podobo kot domoljuba in borca proti korupcije, vsakič, ko prijete na oblast, naredite v nekaj letih za desetletje ali več koruptivnih afer?